Zdaj državi predlaga, da bi organizaciji Združenih narodov predlagali, da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel. Zakaj? Zato, ker mi čebelarji dobro vemo, da čebela danes brez čebelarja ne more preživeti. Še hujš pa je, da čebela in čebelar nista dovolj, mi imamo tudi ustrezno okolje. In sporočilo svetovnega dne čebel je eno, treba je ustvariti čebelam take pogoje, da bodo lahko preživeli. Seveda skupaj s čebelarjem in vse ostalo. In mi smo prepričani, da ne bo svetovni dan čebel razglašen, da bo s tem, bom rekel, tudi nek pritisk na vso splošno svetovno javnost, da je treba pač na čebele še bolj paziti, da je treba saditi medovite rastline, da je treba manj uporabljati razna škropiva, ampak tukaj ne gre za manj uporabljati, če so na voljo se uporabljajo. Treba je bolj paziti pri registraciji raznih zadev. Skratka, svetovni dan čebel je v bistvu namenjen temu, da svet spozna, kako pomembna je čebela, da je vsega tretja žlica svetovne hrane odvisna od povpraševanja čebel. Naša država je ta naš predlog, bom rekel, takoj potrdila, mogoče celo prej, kot so pa se zavedali, kaj to pomeni. Že na prvih sestankih je bilo nekako rečen, če se čebelarji zavedamo, kako težko je v okviru OZN nek predlog sploh uresničiti, sploh pa za eno majhno državo, kot je Slovenija. Jaz sem takrat na Ministrstvu za zunanje zadeve na sestanku zelo jasno povedal, da sem prepričan v to, da bo svetovni dan čebel uspel, ker koncev za tak predlog ni potrebno lobirati. Oni so rekli, Boštjana, potem še mi Slovenija nima sploh možnosti lobirati, kako so čebelarji lobirati. Jaz sem jim takrat zelo jasno povedal, da za čebel ne bomo lobirati. Predstavljali bomo, zakaj čebele rabimo in potem ni potrebno lobiranja, ker treba je razumeti, zakaj jo rabimo, kaj bomo enkrat lobirali za vodo, za zrak. In če pogledate malo po odzivih iz tujine, povsod, kjer se je predstavljala ta pobuda, je bila sprejeta z navdušenjem od če hočete Vatikana do Evropskega parlamenta, Kitajski, vsi v en glas ta naš predlog podpirajo. Zadnjič je bil ministr ekipa z ministrstva, so bili na sejmu v Berlinu na Trine Voke, to je največji kmetijsko-živilski prehrambeni sejem v Evropi in vodja te odprave je, da imeli smo naročena 2 ministra za vlado odličnega stojenca. Pa šlo je še 9 ostali, ki so bili slučajno na sejmu. In vsi me glas rekli, da smo prišli pogledati, kje so slovenskih čebelice. A ni to nekaj dobrega, da se Slovenija, da je v Sloveniji začnejo prepoznavati kot čebelice? Se to ni nič takega. Država majhna poje rab neko identiteto in če bodo Slovenijo povezovali s čebelami in da je rekli, to so pa slovenske čebelice, bomo mi čebelari, mislim, da zelo ponosni in mislim, da je tudi to za državo kot simbol lahko samo pozitivno. Tako da svet nas prepoznava že po tej tudi. Zelo pomembno za naš čebelarje pa je, da 20. maj postane svetovni dan čebel. 20. maj je pa rojstni dan slovenskega čebelarja Antona Janša, to je bilo pa malo težje. Ker konec koncev vsaka država ima kakšnega čebelarja, ki bi lahko rekel, da je pa po našem pomenjovati. Jaz sem vesel, da je svetovna čebelarska organizacija v 1. septembra pa soglasno podprla naš predlog. Vedete, Aprimondija ima 92 držav, vsi skupaj imajo 350 glasov. Mi smo s Nemčijo recimo 9, Slovenija pa 1 glas. Pa mi smo z enim glasom dobili vse 350 glasov. Ampak to samo zato, ker je slovensko čebelarstvo tudi zelo cenjeno in spoštovano. Če bi svetovna čebelarska organizacija mogla razglasiti, katera država ima najboljše organizirano čebelarstvo, katera je najbolj čebelarstvo verjetno, da Slovenija krepko na prvem mestu. Nihče nima več kot 90% čebelarjev prostovoljno združenja v društvo in zveze. Drugi imajo 20-30%, mi imamo 90, čez 90%. Nihče nima tako organiziranih čebelarskih krožkov, ki bomo mi. Nihče nima čebelnjakov, nihče nima panskih kučic, nihče nima takih higienih čebelarstva, kot ga imamo v Sloveniji. Mi vemo, kaj pomeni naša higiena. Če gremo v sosednje države, vedno tako malo zavijamo z očmi, kaj smo kupajo pokazati. Jaz vedno pravim, da najslabša naša čebelarstva so take, kot so tujinice, ki nam kažejo za najbolj urejeno. Da ne govorimo o tem, čebelarjem izdušno kot čebelce, pobiramo pred čebelnakom in dajemo panje. Tega po svetu ni. Jaz ko sem predsedniku Čebelarske zveze Amerike predstavil pobudo svetovni dan čebel in mu
pa zakaj te pobude nismo mi Američani dali, tukaj češ, kaj zdaj gremo, ampak druga stvar, kar je bila pa še bolj, je pa rekel, če bi mi imeli tako zgodbo, če pa lahko mi že snimamo filmsko uspešnico na to temo, veste kaj je Amerika, mi se tega pa ne zavedamo dovolj, pa da kaj vse imamo, da če pa lahko res v Sloveniji nekaj posebno. Konc koncov prav, če pa lahko obleka, da ne naštevamo, mi resnično smo neka posebnost v tem prostoru, ampak to ne zadnjih 5, pa 10, pa 20 let. Skozi vso zgodovino imamo Slovenci, bom rekel eno, se bojete, koliko je znanje teh pomembnih čebelarjev v Sloveniji šlo. Janše, Glavar, Jerančič, Danko, ne vem kaj še vse, da ne bi Žnidaršič. Saj, če ne bi bil tako pomembni, mislite, da bi se Žnidaršič v 500 let obdržal. Zato smo napredni in to svet prepoznal. Tako da, prav zaradi tega je Primondija tako soglasno naš predlog podprla in da to smo lahko čebelarji ponosni. Jaz sem pripričan, da 20. maj bo svetovni dan čebel septembra 2017. Samo še en stav, ne vem, kje je vaš župan slišal za medeno afero, jaz to ne poznam. Zame je to afera za ilegalnimi zdravili. Govoriti o medeni aferi pa za tiste, ki hočejo narediti, pa ne za vaš župan, ampak vse se je to govorilo. Tisti, ki so naredili hotel narediti škodo slovensko čebelarstvo. Niti en vzorec slovenskega medu v vsem času, ki se je analiziral, ni bil umaknjen stvari zaradi tega, ki je bil izven pravilnika. In govoriti o medeni aferi je neresno tisti, ki so to hotel narediti škodo slovenskemu čebelarstvu. Absolutno nelegalno trgovanje z neregistriranimi sredstvi za zatiranje varove, absolutno tisti čebelarji, ki so šli na črni trg, so naredili prekršek, ampak to je enako, če je v Jutinaciji 40, pa se nekdo pelje 50, je pač naredil prekršek in ta je za svoj prekršek odgovarjal. Ni pa zaradi tega še naredil ne vem kaj zraven. Na srečo, ko bo moral podati, na srečo se ta prekršek ni pustil posledic na slovenske medije. Iz te zgodbe je treba pač urediti trg zdravil, ki je v Sloveniji neurejen, ker vedno se črni trg pojavil, ko je neka stvar neurejena. Jaz verjamem, da se bo z tega, bom rekel, zadeva uredila. Še enkrat pravim, na srečo pa slovenski med ni, bom rekel, utrpel nikakršnih posledic. In še enkrat pravim, to, da se, bom rekel, je tako vrnilo, je pač to, da smo bili čebelarji v zadnjem obdobju preuspešni, da se je 90% medu dodalo doma, po vrskem komu ne paše. Pa to, da želimo urediti trg zdravili, pa to, da želimo imeti evropsko primerljive cene, pa to, da želimo legalizirati apiterapijo, pa še marsikaj zraven, vse to so tiste stvari, ki določeni ne pašejo. V tej fazi je najbolj pomembno stopiti skupaj, pokazati, kako delamo. Zame je ključno, da v letošnjem letu, mislim, da je za naš čebelarji ključen projekt Dan odprtih vrat. Zdaj smo imeli medeni zajtrk, jaz mislim, da je treba energijo letos usmeriti v ta dan pored, da odpremo svoje čebelarstva, da javnosti pokažemo, kako čebelarimo. Jaz sem tudi pripričan, da bo javnost zdaj želela videti naše čebelarnjake, da bodo prišli pogled, kako mi točno imeti. In to je, mislim, da je tisto ključno, da čebelarji predstavimo svoje delo in mislim, da bo potrošnik zelo hitro spoznal, v katerem grmu je bil tukaj zajc in da bomo z tega čebelarji svoje, bom rekel, slabe navade, ki so ali pa bi bile lahko odpravili. Še enkrat pa pravim, nikoli ni bil niti en vzorec slovenskega medu umaknjen iz polic zaradi nevarnosti. Recimo 27.7. je bil tuj med z antibiotiki, pa obenem